Hej, Oj, sem Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV in danes smo za vas dve škatli z dvema izdelkoma. Super. se vem, da se tebe vidi, sam mene se malo slab tlele vidi za to škatlo. Dej, kaj če mi dva tele škatle pospravlja? Ne ti bo, no. Dej. Dej. No, zdaj pa zares. Sva Andraž in Davor iz The Sweet Tech TV in danes bo v tem videu popeljala vas v en del tehnologije, ki ga do zdaj na tem kanalu še niso obravnavala. In sicer bova za vas predstavila robotski sesalec in čistilec zraka. Tako da pripravite svoje čistilne krpe in osveževalce zraka, kjer bodo stvari ratale umazane. Sam malo. Preden začnejo z videom, pa pripravite tudi svoje palce in hitro stisnite gumbe za subskrbanje za vsa ta spodnja družbena omrežja. Saj veste, vsak nov naročnik nama ful velik pomen, velik pa nama pomen tudi, da nama je bil Xiaomi Slovenija pripravljen posoditi ti dve napravi za oceno, zato se jim ful zahvaljujeva. Hvala. No, zdaj pa kar pojmo hitro nazaj na video in očistite stanovanja. Pa dejva najprej začeti na tleh in se poj pospiti v višave. Tako da bo najprej na vrst kar lepo robotski sesalec, ki je znamke Xiaomi in sicer gre za Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro. Malo zakomplicirani mi pa Xiaomi je res kreativen, kar se meni tiče. Xiaomi robotski sesalniki so sicer že leta zelo dobra prodajana roba, ker za manj denarja, enako kvaliteto opucajo ali pa operijo tla, kakor pa dražja konkurenca. Tudi jaz lahko to potrdim, da ko sem še delal na A1, so bili Xiaomi robotski sesalci precej popularni, pa tudi ljudje so bili kar precej zadovoljni z njimi. Tale Mop 2 Pro je nekako Xiaomijev vmesni člen med cenovno ugodnejšo linijo Essential in dražjo linijo Roborock, tako da se tukaj postavlja logično vprašanje, če se ga za švoh 400 € sploh splača kupiti. Odgovor je ja, ampak tudi ta stroj ima svoje fore, ki jih morate videti, preden se odločite za njegov nakup in o njih bova malo več povedala v nadaljevanju. Kakor pa vidite iz unboxinga, dobite v lepi kartonasti škatli noter sesalec, polnilno postajo, napajalen kabel, čistilno krpo iz mikrovlaken za mokro čiščenje, rezervno stransko krtačo za čiščenje robov ter mini krtačo za čiščenje prašne škatle. Stvari so v škatli postavljene zelo smiselno, tako da ga lahko čim hitreje razpakirate in začnete uporabljati. No, sesalec je narejen iz termopolimera ABS, kar pomeni, da vas ne rab skrbeti, če se bo kam zabil ali pa malo poskočil čez oviro, ker gre za res trpežno plastiko. Sama naprava sicer tehta 3,6 kg in pride v beli in črni izvedbi. Nama se je bela barva na tej napravi, v kateri so ga tudi dobila, precej dopadla, ker zelo lepo paše v najine prostore. In če gremo naprej na nastavitev te naprave. Ta je čist simpel in dosti hitra. Inštalirati morate Xiaomijevo aplikacijo Mi Home, ki je na voljo na iOS-u in Androidu. Vpišete se noter in seznama Xiaomijevih naprav poiščete Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro in sledite navodilom, ki vam jih da aplikacija za povezavo. No, najprej boste mogli sicer 7 sekund istočasno držati gumb za vklop in izklop naprave in za vrnitev k polnilni postaji, da se sesalec postavi v Network Configuration Mode. Potem s pomočjo appa izberete željeno Wi-Fi omrežje, na katerega se morate povezati, pa še malo počakate in potem lahko že začnete upravljati napravo. Sam proces nastavljanja je torej dokaj enostaven, je pa res, da je najboljše, da imate sesalec ves cajt povezan v eno Wi-Fi omrežje. Če ga boste namreč prestavljali iz enega konca bajte v drugega in boste mogli preklapljati med omrežji, pa to znači čez nekaj cajta ratati malo zoprn. Sploh, če imate slabo internetno povezavo, kakor imamo tukaj v Retnah. Aplikacija torej služi kot vaš daljincer robota, znotraj nje imate v urodni vrstici pregled nad kvadraturo površine čiščenja, koliko cajta sesalec že sesa in koliko baterije je še na voljo. Prav tako imate izrisan zemljevid površine oziroma tloris površine čiščenja, ki jo sesalec s pomočjo senzorjev na njem med prvim sesanjem naredi za bolj učinkovito kasnejše sesanje. Če ima stanovanje večjo kvadraturo, se ta tloris lahko razdeli na sobe, ki jih lahko robot spuca v enem šusu, ko je v normalnem načinu. Imate pa še opcijo, da za vsako posamezno sobo nastavite čiščenje po meri s specifičnimi parametri. V bistvu izbira je vaša. To pa še ni vse. V desnem zgornjem kotu aplikacije lahko kliknete na 3 pikce in se poglobite v globje nastavitve, kjer lahko vidite zgodovino čiščenj, vklopite način nemot ali pa da robot čisti samo ob robovih in pa še kar nekaj drugih nastavitev je. Robot lahko sicer ustvari več tlorisnih kart, ki jih lahko poljubno preimenujete, samo da imena ne smejo biti preveč dolga. Potem pa lahko
še znotraj aplikacije igrate s temi mapami, kolikor pač hočete, lahko vklopite sesalnik, spremenite način čiščenja, nastavite urnike in to celo za posamezne prostore. Te prostore lahko strnete v enega, lahko jih razdelite, lahko določite tudi vrsten red čiščenja, lahko nastavite virtualne ovire za določene prostore in dele prostora, za katere nočete, da jih robot posesa, lahko pa robota pošljete samo v eno točno določeno sobo. Najna edina pripomba glede te aplikacije je ta, da bi bile nastavitve lahko malo bolj lepo razporejene in bolj popredalčke, namesto da so samo v enem daljšem seznamu prikazane, in pa vmesnik bi bil lahko tudi v slovenščini. Drugače pa razen tega nekako večjih pritožb nimava. Preden sesate, oziroma sploh preden sesalec prvič skenira prostor, vam polagava na srce, da res pospravite prostore, odprete vrata, date stole na mizo, ter da spucate senzorje robota, da bo tam maksimalno dobro poskeniral prostore. Ob tem sam pazite, da boste v prostoru odstranili kakšne okrasne lučke ali pa kable, ker jih bo sicer vlekel s sabo. Če jih zagrab, pa tudi ovir višjih od 2 centi ne bo zmogel prečkati. Samo ko pa ta sesalec sploh tako dobro poskenira te prostore? Evo, ti na hitro razložim. Okay. Naprava ima laser na vrhu ohišja, ki ga za razliko od nekaterih drugih robotskih sesalcev uporablja za navigacijsko tehnologijo LDS, kar pomeni, da bo naredil res natančno karto prostora, čeprav se vam bo mogoče zdel, da ne dela drugega, kot da se sam malo vozi naokoli. Da pa lahko naredi tako natančen tloris, pa ima Vacuum Mop 2 Pro kar 16 senzorjev, kot so senzor oddaljenosti, infrardeči senzor, pa senzor proti padcu in tudi senzor proti trčenju. Ok, to je vse super fino, ampak valjda vas verjetno tudi zanima, kakšna je bila najina izkušnja z čiščenjem, a ne? No, za začetek morate vedeti, da lahko izbirate med 3 načini čiščenja. Lahko vam sesatla, lahko jih posesa in pomije, ali pa sam pomije. Pa dajmo začeti s sesanjem. Vacuum Mop 2 Pro ima sesalno moč 3000 paskalov, sesa pa s pomočjo ene stranske metlice za čiščenje robov, ki umazanijo purine na sredino, da jo potem pobere glavna krtača. In kakšni so rezultati? Zelo raznoliki. Večinoma dober posesa in natančen zaradi svoje navigacije, sesa pa zelo sistematično v linijah. Recimo tudi večje prašne mačke, ovitke, drobtine in pa prah posesa brez problema, če ne prvič, pa vsaj drugič. Prašna škatla, v katero gre umazanija, je sicer velikosti 4500 ml in jo boste mogli po malo večjem sesanju kar hitro sprazniti. Če niste prevelik clean freak, ki opazi vsako drobtinico, boste zelo hitro zadovoljni, ker večinoma ta robot za dane naloge opravi z odliko in upraviči svojo ceno. Ampak, kakor sva rekla, ima ta stroj tudi svoje cake. Čeprav ima toliko naprednih senzorjev, se nam je pogosto zgodilo, da se je neumno trmasto zabijal v en in isti stol in se mu nikakor ni ratal naučiti, da na silo ne bo nikamor prišel. Poleg tega zna včasih biti tudi malo muhast in recimo bo določen del površine posesal 4-krat, predaval je fullerad sesal okoli računalniške mize, recimo, določen del pa samo enkrat ali pa celo nobenkrat. Sploh robov recimo ne mara sesati večkrat, temveč samo enkrat. Kakor vidite iz posnetka, sem naredila tudi en mini test in mu dala za posesati razsut čaj in kavo. Rezultati so bili mešani, včasih tudi ne preveč zadovoljivi, ker je nekatera zrna posesal, druga je pa samo raztrosil v špranje pod letal ali pa rob preproge, iz katerih ni nikoli posesal. Maybe tudi zato, ker je bil za kakšno bolj zahtevno sesanje premalo močen način. Glih, zato vam priporočava, da vam robot posesa s turbomočjo, tudi če je malo bolj glasen, in pa da ga po končanem sesanju še enkrat pošljete, da vam spuca samo robove. Kar hočem povedati je to, da bo za nezahtevne uporabnike ta robot dovolj dober za večino nalog. Če pa ste picajzasti in boste šli z roko za njim brisati, da boste videli, kaj je zgrešil, pa bi bilo maybe boljše, da se odločite za katerega od njegovih dražjih in bolj zmogljivih bratov. Vsem pa mislila, da boste večino zgrešenih področij vseeno zrihtali tako, da ga preprosto 2-krat pošljete ali pa da vklopite zraven še pomivanje tal, ker bo navlažil umazanijo, da jo bo robot lažje posesal. Če pa vas še s tem ne bo ratal, pa lahko robota ročno upravljate kar sami s pomočjo virtualnega daljinca v aplikaciji. Z baterijo, ki je velikosti 5200 mAh, vam bo sicer brez problema ratal 2-krat počistiti več kot 70 m². Nama je recimo ponavadi ostalo od 25 do 29% baterije po zaključku sesanja stanovanja.
pa bo baterija skoraj prazna ali pa se bo sesanje zaključilo, bo robot avtomatsko šel nazaj na polnilno postajo in se priklopil na 3 induktivne plošče na tej postaji, kjer se bo sicer kar precej hitro nafilal. Tako da, kar se tiče baterije, res nima pripomb, Xiaomi CD5. Prej pa smo imeli še opcijo pomivanja tal. No, za ta namen ima Vacuum Mop 2 Pro rezervoar za vodo s prostorino 250 ml, na katerega se s pomočjo ježkov pripopa krpo za čiščenje iz mikrovlaken. Tudi za pomivanje tal lahko v aplikaciji nastavite, s kolikšno količino vode vam naj pomije, z nizko, srednjo ali pa visoko. Mop 2 Pro ob tem za brisanje tal uporablja motorček, ki zavibrira 10.000-krat na minuto, tako da naj bi vsaj v teoriji robot ne bi vlekel samo krpe naprej in nazaj po tleh. V praksi so bila s pomitimi tlemi kar zadovoljna, če vzamete v obzir omejitve, ki jih ima tak robotski sesalnik. To pomeni, da kar lahko pozabite, da vam bo zbrisal neke stare že orang, zasušene oljne madeže, ki jih še s svojim hrbtom in veledo kom izbrišete, ker za to enostavno nima dosti moči. Če pa imate kakšne frišne madeže, pa mu to načeloma ni problem in tudi vidite, kje je mokro, ko je šel pomivati. Še enkrat, če vam bo neko osnovno pomivanje v redu, bo ta zadeva čist zadostna. Če ne, pa boste mogli posesti po dražjem roboroku ali pa vzeti pač krpo v roke in akcija. No, da zaključiva s tem sesalcem. Robot Vacuum Mop 2 Pro je s ceno 400 €, primeren za vse tiste uporabnike, ki želite zanesljivo mašinico za ugodno ceno in niste pretiran pikolovski za detajle. Če pa ste, pa maybe pogledajte še preostale dražje člane Xiaomiove družine robotskih sesalcev, kot so Roboroki ali pa že mogoče Vacuum Mop 2 Ultra, ki lahko dobite za 421 €. Ok, zdaj pa še na hitro na drug Xiaomijev izdelek, na Smart Air Purifier 4. Gre v bistvu za napravo, ki izgleda kot en minimalističen stolpič, mešanca med namiznim kompom in prenosno klimo, ki pa v bistvu čist zrak in je ful primerna za ljudi v mestih ali pa v okoljih, kjer zaradi kjerkoli razloga odpiranje oken ne pride v poštev, prezračevalni sistemi pa so predragi. No, tale Purifier je siguren veliko cenejša alternativa, ker stane švok 200 € in tako kot sva že rekla za Vacuum Mop 2 Pro, tudi čistilc zraka se zaradi bele barve pa minimalističnega izgleda ponavadi zelo lepo zlije z večino pohištva v prostoru, razen če imate pač ful temno pohištvo. Tale čistilc zraka je sicer malo štorast za prenašati okol, ker ni na koliščkih, na srečo pa saj ni preveč težek, se tihta sam 5,6 kg. Ker se tiče prve nastavitve naprave, pa ni nič kaj dosti drugačno kot pri robotskem sesalcu. Zopet uporabite aplikacijo Xiaomi Mi Home, na zadnjem delu naprave pritisnite gumb za vklop in izklop zaslona, povežete app in napravo na isto Wi-Fi omrežje in voila! Pol se pa zopet igrate z nastavitvami v appu, vidite lahko število delcev na kubični meter zraka v prostoru, temperaturo v prostoru in tudi vlažnost zraka. Napravo lahko z appom izklopite, lahko preklapljate tudi med 4 modi delovanja, lahko preverite, koliko cajta bodo še zdržali filtri noter, lahko načrtujete, kdaj boste izklopili napravo, lahko vklopite ali pa izklopite negativne ione, pa določite tudi svetlost zaslončka na čistilcu in kakšen je zvokovestil. Kakor sem rekla, naprava je minimalistična, spredaj ima en mehen, ampak zelo odziven OLED zaslon, kjer kaže vrednost delcev PM2,5, temperaturo, vlago, Wi-Fi povezavo in način delovanja. Pod temi podatki pa sta virtualna gumba za vklop in izklop ter zamenjanje načinov. Na hrbtni strani naprave pa je samo en gumb in to je za spreminjanje svetlosti zaslona. Xiaomi, ok, samo zakaj ni ta funkcija vgrajena že spredaj na zaslon, ki gre pač za zaslon? No dobro, kakorkoli. A sva opazila kakšno razliko, ko sva imela prižgano to napravo? Zdaj fora je v tem, da oba živiva na Gorenjskem, v okolju, kjer je zrak že tako dosti čist, zato verjetno nisem imela glih najbolj optimalnih pogojev, da bi testirala to napravo. Ampak, ja dobro, tle v Retnah so pred parimi meseci končno potegnili kanalizacijo in zaradi neznanega razloga so dali kanalizacijske jaške z luknjami. Zakaj? Zato je von v pisarni in v kuhinji lahko večkrat neprijeten pri Andražu. No, takrat pa so opazila, da je naprava dejansko čista zrak, ker je ponavadi pri odprtih oknih toliko smrdel, da se je to kamot zavokal. Ko pa je bila prižgana ta naprava, pa temu ni bilo tako in je bil zrak bistveno manj zatohel, kot je tudi bil, če sem šel v službo in pozabil odpreti okno. Pa mi je še zmeraj doma v stanovanju čakal svež zrak. Ta naprava pride zelo prav, če kuhate, pa ne morete imeti odprtega okna ali pa imate recimo švoh napo, opazno vam bo pomagala, da vam ne bo toliko smrdel po hrani, ker vam lahko zrak v nekem srednjem velikem prostoru v celoti čist
v približno 15 minutah. To je dobro. Xiaomi je s svojo filtrirno tehnologijo res naredil en velik korak naprej v pravo smer, saj s HEPA filtri s pomočjo mehanske filtracije in elektrostatičnega naboja ujame marsikateri delc. Tako da, če imate hišne ljubljenčke, če ste v okolju z veliko cvetnega prahu ali pa sam prahu nasploh, pol bi vam ta sistem mogel pomagati. Tudi zato, ker za absorpcijo uporablja aktivno oglje. Glih zato se nama zdi smiselno to napravo priporočiti tudi tistim, ki trpite zaradi obolenj dihal, za povrhu pa spušča v luft tudi negativne ione, ki ne bi bili bojda koristni za vaš imunski sistem in za regeneracijo telesa. No, mi dva nismo nobena medicinska eksperta, ampak če je temu res tako, je to samo še en razlog več, da premislite o nakupu te naprave, ki jo res lepo toplo priporočava tudi tistim, ki živite v mestih, saj se dejansko pozna razlika. Če vas zanima še koliko cajta vam bo zdržal HEPA filter, ob neki normalni uporabi bi vam mogel gvirati približno 1 leto. Nama recimo javlja, da bo zdržal še 271 dni, potem pa ga lahko enostavno zamenjate tako, da odprete zadnjo stran naprave in ga pač sam zamenjate. Še eno opažanje glede samega hrupa naprave. Naprava je lahko praktično skoraj neslišna v načinu spanja, lahko pa se tudi malo bolj sliši, če date v način mode z maksimalno močjo ventilatorja, kar priporočajo bolj za podnevi, ko naprimer kaj kuhate. Ok, drage prijateljice in prijatelji, to je bil najin video o Xiaomijevih napravah Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro in Smart Air Purify 4, za katerega se še enkrat zahvaljuje Xiaomiju, da nama jih je posodil za recenzijo. Linke za obe napravi bova pustila spodaj v opisu. Če imate še vi kakšno vprašanje v zvezi z njima, pa nama sam napišite spodaj v komentarjih. Midva se za danes poslavljava in upava, da se vidimo v naslednjem videu. Pa še malo ščitite stanovanja. Čau!